Torej, razstava Kontrapunkti, Tine Konec v galeriji Insula. Najprej bi videli tukaj mit, arhetipskost. Skratka, začetno stanje, navezava seveda z vegetacijo, drevo, noč, dan. Skratka, tukaj je v osnovi začetnost, mit. Ampak kaj se mi zdi najpomembnejše pri avtorici mlajše generacije? Skratka, zavedanje tega metjejske bravure, kajti tukaj gre za delovanje v likovnem ekranu na nekem detaljnem nivoju. Skratka, avtorica v tej specifični drobni risbi prihaja do specifične forme, ki deluje v nekem smislu v detajlu, ampak hkrati tudi kot neka kompozicijska struktura, ki vodi ravno v to vsebino. Skratka, avtorica, ki se zaveda površine na ta način, da je ta optična struktura zgrajena v izvajanju pravzaprav neke izpovednosti, ki se v nekem smislu dotika začetkov, ampak hkrati splošno prehaja v stanje, v katerem smo. V ozadju bi govorili lahko o družbeni strukturi. No in predvsem ta delovanje avtorice, zavedajoč se metjejskosti, pomembnosti tega načina dela, likovnega, je danes še posebej pomembna. Estetska nota v ozadju pa nekako zapolnjuje vse skupaj, kajti izjemno dobro izpeljana forma je tukaj morda še najpomembnejša. Motiv drevesa me je, kako bi rekla temu, nekako zagrabil že kar ene dobre 3 leta nazaj in še vedno se nekako držim tega drevesa. Sej v bistvu sem se že sama tudi spraševala, zakaj me to drevo tako v bistvu prevzelo, ne. Mislim, pač seveda imam rada naravo, seveda, ampak nisem pa zdaj, ne vem, pač lahko bi karkoli druga iz narave delala, jaz sem se pa točno v to drevo vrgla, pa ne samo v drevo, ampak pa točno specifičen tip drevesa, ne, in sicer v iglavce. Sej, v bistvu sem temu prišla do dna, čisto slučajno. Jaz mislim, da je to zato, ker v hiši, oziroma okrog hiše, kjer sem odraščala, so v bistvu skoraj sami iglavci. In pač meni se zdi čisto logično, da se ti ta tip drevesa, ne, ker pač same neke ciprese in borovci in vse to, da se ti to nekam v podzavesti zasidra, ker pač res me sploh ne spustijo ti iglavci, ne, listavci me sploh ne zanimajo, pa ne, da mi niso všeč, ampak enostavno me sploh ne potegnejo. Tako da mislim, da to. Po drugi strani pa, čeprav non-stop v bistvu delam to drevo, je to toliko enih možnosti v samem drevesu, ne. Kot to, da samo rišem, recimo, ne, pač, da je vedno možna neka noviteta, ne, čeprav je skozi risba, skozi je drevo, skozi je v bistvu ista oziroma precej podobna tehnika, ampak res, mislim, pač inspiracija se v bistvu ne konča in vedno je možno kaj novega v tem najti. Ena od stvari pri mojem delu je taka, da so ta dela, jaz pravim, strašno reciklažasta, zato ker v bistvu jih je možno vedno znova, na vsaki novi razstavi jih je možno drugače postaviti. Pač na prejšnjih razstavah, recimo, sem imela to delo, v bistvu je bil to totalno drugače izgledalo, v bistvu je bil tak nek velik poliptih in ko neka gmota v bistvu na steni, ampak pol v enem trenutku pa
sem se odločila, da jih pač v bistvu v nek fris razstavim, ne? In zato tudi naslov razstave Kontrapunkt, ker sta svetli in temni fris, ki se v bistvu gledata vsak svojega konca prostora. In tudi to, ne, s tem, ko delo vedno drugače razstavim, vedno drugače gleda, že v bistvu skorda za tole delo že skorda ne izgleda več isto, kot je izgledalo prej, ne. In v tem smislu delo v bistvu ni nikoli končano, ampak je skorda že neskončno, ker ga je do ne vem, pač pa tudi kombinacije različne, skorda v nemogosti ga je mogoče vedno na novo pač postaviti. Dopolnjevanje vsega skupaj in sodi pravzaprav v nekakšno ambientalno postavitev, zaradi tega, kajti formo, ki je govorna, ki je likovno govorna, dobimo pač lahko skozi različne strukture. V tem primeru avtorica izrablja, če tako rečemo, oziroma uporablja nek niz. Niz je seveda linijska struktura, ki pač lahko razširjena v konkretnem primeru v galerijskem prostoru vodi v drugo formo, skratka prestopa v vsebino na specifičen način. Konkretna postavitev v galeriji Insula ima neko sporočilnost tudi v smislu linijskega prehoda, kajti zopet prihajamo v tisto, o čemer govorim. Govorim o mitu, izhodišču, se pravi o neki časovni strukturi. No, kot zanimivost, avtorica predstavlja tudi dva svetlobna objekta, če tako rečemo, ki sta izvedena v nekem klasičnem smislu, kajti gre zopet za risbo, ampak predstavljena v nekakšni drugačni likovni praksi. Zdaj, razstava je zasnovana torej kot pač dva prostora, kjer je eden pač res čist klasično risarski. V drugem prostoru sem se pa odločila narediti v bistvu bolj tako ambientalno postavitev, ker sem imela v bistvu naključje pripeljalo, da so mi pri enem podjetju Ilumipan, ki dela take svetleče objekte, so mi v bistvu dve risbi v bistvu naprintali na pleksi steklo in to je en poseben postopek in pol je to v takem okvirčku in se tok skozi spusti in to zasveti. In meni se zdelo to zelo super, ker pač vedno me je zanimala tudi postavitev v prostor, da pač gre risba sama lahko čim bolj v prostor, ne, vedno še risba pa da instalacija in to mi je pač se mi je zdelo zanimivo, pač kaj bo pa prišlo iz tega sodelovanja ven in je res, v bistvu, ko sem to bolj postavila, sem bila presenečena, kako to funkcionira in tudi recimo kakih vzorec to vrže tudi gor po steni, v bistvu kot valovanje morja in se fajn v bistvu sklada z samo risbo, ne, tako da mi je zanimivo. Pa tudi svetloba recimo me vedno vključuje, mislim, me zanima pri mojem delu, da jo čim bolj vključujem, ne, in tam res direkt svetlobo uporabim, ne, ampak tudi recimo pri teh črnih je svetloba ful važen dejavnik, oziroma črne te za svinčnikom, ker svetloba se odbija od njih in iz vsakega kota drugače izgleda, tako da svetloba je vedno pomemben element pri mojem delu. Ta primarnost se izkazuje tudi v tem minimalizmu, tudi na področju barve, recimo. Črno-belost je specifika, ki velikokrat arhaizira pravzaprav likovno polje. Skratka, gremo v svet, ki je v bistvu zelo ozek in na ta način praktično prehajamo v nekako časovnost oziroma predčasovnost. Skratka, ta minimalizem, ki ga izkazuje tudi v tej črno-beli tehniki, če jo imenujemo, kljub temu, da je črno na črnem tudi nekje, ker je spet specifika določene likovnosti, ali pa kontrastnost belega črnega je tukaj pač dodana k temu, tej formi, ki vodi pravzaprav vsebino.
če govorimo zdaj o abstraktnem ali neabstraktnem, na vsak način slikarstvo je vedno ali abstraktno ali neabstraktno, skratka ta ločnica sploh je irelevantna, zaradi tega, ker figuralika v nekem smislu ravno tako abstrakcija, kot bi jo vzeli, ampak če vzamemo zelo tako formalno, verjetno bi lahko govorili tukaj o neki abstraktnejši podobi, ampak na koncu koncev leta temelji pravzaprav na čistemu detajlu figure. Konkretno se tukaj zelo prepoznavna pač ta vegetacija, drevesa in tako dalje. V drugem smislu pa kot kompozicija oziroma celota tega ambientalnega prostora deluje vse skupaj v smislu nekega abstraktnega likovnega polja, ki pač ima seveda svojo izraznost ravno v teh osnovnih elementih, kot je kontrastnost barve oziroma svetlobe, pravzaprav v našem primeru.